ker vi dejansko morate potem to narediti. Ne glede na to, ali govorimo zdaj o razvojno-raziskovalnih projektih ali govorimo to o projektih za investicije. Naj bo tudi tu pač projekte del nekih vaših strateških ciljev vašega podjetja oziroma organizacije, vaših lastnih ciljev, da boste vi z njimi res neki korak naredili naprej v podjetju. No? Ne pa samo reči, se zgodi še vedno, jaz imam eno idejo, ali pa pokličajo podjetja pa rečejo, kam se jaz lahko prijavim, da dobim nek denar. Tako, meni gre kar kot cena po konci, čisto v pravici. Ni v bistvu ta način, na tak način, ko nekdo reče, kam se jaz lahko prijavim, da dobim nek denar, boste vi pol kar naenkrat začeli recimo v večini primerov potem podjetja iščejo kar nek projekt sam zato, da se prijavijo. No? In potem v času pač izvajanja projekta so težave, zato ker to ni recimo njihov core business, ali pa to ni njihov strateški cilj, pa jim je to v bistvu pol odveč. Zato v bistvu pač rečem, da se ti vedno mora vse poklopiti, pač vaši cilji Evropske unije, pa nepovratna sredstva, pa lahko res naredite konkretne korake naprej. Tule čisto osnove bom tudi dala faze razvoja projekta, to pa sem zaradi tega, ker v vseh naslednjih razpisih, v katerih bom govorila, probite si vse tako približno zapomniti, kako se jaz to plastično naredim, recimo, da jaz rečem TRL1 je, ko imate vi idejo v glavi, pa ni še nič, pa je samo tam pač nekaj, ni praktično uporabno, samo neka ideja je. TRL9 je pa tržni produkt, to pomeni, da je že produkt v bistvu na trgu, TRL6 recimo je neki prototip, potem imamo pa od 1 do 6 imamo neko tako načrtovanje, pa nekaj ta bazična raziskovanja, od 6 do 9 se pa v bistvu vedno bolj bližamo trgu z svojim produktom. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker imamo dva tipa razpisov, tako v bistvu v Sloveniji, tako v bistvu v Bruslu. No. En tip razpisov je, kjer sofinancira recimo ta TRL od 2 do 6, drugi tip razpisov pa je, kjer sofinancirajo ponovadi od 6 do 9 ali pa od 6 do 8. Zato tudi v bistvu to vse približno morate vedeti, no, če delate na razvojno-raziskovalnih projektih, kam pač približno paše recimo vaš projekt. Zdaj, jaz bom danes začela z eno tako kratko predstavitvijo Horizon Europe programa. Tako sem rekla, nadaljevala bom z odprtimi in pa najavljenimi razpisi v Sloveniji, zaključila bom pa v bistvu potem z recovery programom, z konkretnimi najavljenimi razpisi za drugo leto, pa potem v bistvu od leta 2022 pa do 2024. Da to. Pa bom tudi mogoče, tako recimo po posameznem sklopu, mogoče, če že takrat postavite vprašanje, preden da gremo naprej, tudi priporočljivo. Kaj sploh je v bistvu Horizon Europe? Horizon Europe je v bistvu direktno v Bruslu imamo različne programe, Horizon Europe, Digital Europe, recimo program, Innovation Fund, EU for Health, Interreg program, pa Eurostars, v okviru Eurostarsa Eureka. To so dejansko res taki programi namenjeni izključno za raziskave pa razvoj. To ne pomeni, da tule pač lahko kupujemo določena osnovna sredstva, ampak da se večinoma dobivajo sredstva, nepovratna sredstva za raziskovalne aktivnosti vaših raziskovalcev v podjetju. Tu dejansko gužva pač na teh razpisih, tu se prijavijo cele Evropske unije plus pridružene članice, recimo pridružene članice so tudi verjetno bo pač v koncu leta se nam bo Velika Britanija pridružila, potem Švica, Izrael, recimo te tri zdaj se pogajajo, da so kot pridružene članice, da lahko pristopajo to. Tudi recimo zdaj čistek primer, Izrael je bil v prejšnji finančni perspektivi ena najbolj uspešnih držav pri črpanju nepovratnih sredstev za raziskave pa razvoj, pa niti pač ni del Evropske unije, kar pomeni, da res tule, ko prijavljate svoj projekt, morate poznati globalni trg. Kje ste vi z svojim stanjem tehnike na globalnem trgu? Pa zakaj bi zdaj recimo vam Evropa dala denar, ta je v bistvu davkoplačevalski denar za vaš projekt, kaj bo Evropa v bistvu imela nekaj od tega, no? Tako da vedno se tule pač vprašajte, kaj nekaj več boste vi prenesli v bistvu za svojim produktom, storitvijo, procesom, ko pa nekdo drug, ampak vedno na globalnem trgu. Tule največji izziv je pri veliki večini podjetij, ne govorim samo o Sloveniji, ampak tudi recimo Avstrija, Nemčija, s komorkoli se pogovarjamo, ko rečemo, ok, kdo je pa vaša globalna konkurenca?
pa marsikdo reče, ja, to pa še ne vemo ali pa nismo preverili. Zdaj, preden da sploh greste na te mednarodne razpise, to morate v bistvu povedati. To, ko so včasih rekli recimo otrokom, zdaj ravno imamo doma poštevanko, ko vas nekdo zbudi sred noči, da veste takoj, kdo je vaš globalni konkurent, kje ste z stanjem tehnike na trgu. In če to v bistvu imate, če veste, so potem v bistvu te razpisi tudi primerni v bistvu za vas, no, pa pa da se priklopite tudi kakemu konzorciju. Horizon Europe je en izmed največjih programov Evropske unije, kjer je 10 milijard evrov na razpolago za naslednjih 7 let. Imamo pa v bistvu te misije, mi temu rečemo, so v bistvu tu na slajdu prikazane, pa jih niti ne prebrala, ampak samo to, da dobite malo občutek, da recimo ne moramo prijaviti projekta, ki bi bil recimo ali neke igrice, ali pa ne moramo prijaviti projekta, ki ne bi imel nekega pozitivnega vpliva na okolje. Tule recimo po teh slikicah vidimo, da imamo prednost imajo recimo zdravje, potem zdravljenje raka, potem pametna mesta, pa ne samo pametna mesta, ampak tudi podnebno nevtralna mesta, zdravi oceani. Dejansko kar tule ima nek tak pozitivni vpliv na okolje, človeka, pa bomo zdaj tudi tule v nadaljevanju videli. No. Recimo Evropski zeleni dogovor, tule samo mogoče pa še pogledamo recimo sam sliko, kako je dejansko Evropska unija postavila človeka v sredino. In vsi projekti, vse rešitve, karkoli razvijate v podjetju, pa da je neka globalna inovacija, pa da ima nek pozitivni vpliv, v bistvu, lahko je to posredni vpliv v bistvu, na človeka, so lahko primerni razpisi, so lahko primerni projekti v bistvu, za različne razpise. Zakaj to v bistvu zdaj tudi neke take osnove govorim? Ker ko bomo zdaj malo predstavljali akcelerator je v bistvu so roki, kjer ni določenih tematik, kjer lahko vi prijavite karkoli si želite, ampak ta karkoli še vedno mora v bistvu odgovarjati na cilje Evropske komisije. In zato vedno je treba v bistvu izhajati iz tega, kaj si Evropska komisija v bistvu želi, kaj oni v bistvu želijo recimo v bistvu podpreti. Ne vem, če rečemo tule recimo from farm to fork, ena taka tematika, to pomeni od vil do vilic. Čisto recimo različni projekti na to temo, ali pa ne vem, čiste energije, spet različni recimo projekti na to temo. In zato je mogoče ta akcelerator tudi toliko zanimiv za podjetja, zaradi tega, ker res lahko z različnimi projekti poiščete potem ta sredstva. Ampak tako sem že rekla, vedno morate v bistvu biti v teh smernicah Evropske komisije, kaj si oni želijo. Zdaj pa mogoče na sam akcelerator. Tule lahko podjetja dobijo neke čisto osnove, bom povedala, da lahko podjetja dobijo do 2,5 milijona subvencije. Zdaj me je nekdo izklopil. A drugače slišimo pa se? Slišimo se, samo zginila je prezentacija, predlagam, da jo samo naložite nazaj še enkrat. Ja, se bom. Okay. Pa nadaljujemo, ne? Zdaj je. Super. Okay, super. Hvala. Hvala. Zdaj pri akceleratorju je recimo minimalno je nekje 0,5 milijona subvencije, pa potem do 2,5 milijona, plus da podjetja je možno, da dobijo še do 15 milijonov equity, to pomeni, da tveganje, v bistvu kot tvegan kapital. Prijavi se tule podjetje samo, to pomeni, da ne rabite med partnerjev, zato je za marsikero slovensko podjetje to ful zanimivo, še posebej če to neka vaša rešitev. Mora biti pa ta časovna komponenta, mogoče še to recimo pri vseh razvojno-raziskovalnih projektih, ne samo v Bruslju, ampak tudi, ko smo dotaknili slovenskih, poiščite projekte, ki bojo trajali dlje časa. Zdaj recimo bom dala kar primer. Zdaj letošnji rok, tule junijski rok je neko šel že mimo, zaradi tega, ker so tu zaprli ta short application, bomo potem pogledali, recimo na akcelerator se lahko prijavite, če ste uspešni na oktobrski rok. In potem oni vam dajo odgovore, rečemo, ne vem, decembra, januarja, kar pomeni, da vi začnete z samimi razvojnimi aktivnostmi drugo leto
nekje od januarja ali pa februarja naprej in morajo trajati 24 mesecev in kasneje morate dati na trg. To pomeni, da ne iščemo projektov, ki bi bili že zdaj pač v tisti fazi, ko jih boste zdaj dali na trg, ampak iščemo projekte, ki imajo to tudi časovno, dolgoročno časovno komponento. Zdaj tule imamo v bistvu dva roka. Prvi rok je v bistvu zdaj že junija, pa naslednji rok je v bistvu oktobra. Nimam roko napisanih, se opravičujem. In je v bistvu zdaj na tak način. Prvo je, da se naredi ta diagnostik modul, kjer podjetje čisto na kratko v bistvu z določenimi ključnimi besedami opiše svojo projektno idejo. In ta diagnostik modul vam potem da pač neke take tak semaforček je, rdečo, oranžno, zeleno. Zeleno pomeni pač, da ne bi bile vse ključne besede, to, kar oni iščejo, primerne. In je tudi kao smiselno potem narediti prijavo na razpis. Potem imamo short application, kjer je v bistvu 5 strani, pa potem se naredi video prezentacija, nekje 3 minute, pa PowerPoint kot pitch desk. Tule recimo zdaj čisto konkretno vam povem, od tega, ko se je odprl ta short application, nekje je bilo, mislim, da 10-12 dni odprto, je bilo 1200 prijavljenih že. Potem je bilo pa toliko veliko prijavno, da tudi so bili sami zgleda ful presenečeni, da so zaprli, pa se bo zdaj spet odprlo pač šele proti koncu tega meseca. Potem oni v nekje v 2 tednih naj bi dali odgovor, pa potem imate sploh, če dobite pozitivni odgovor na short application, recimo od 1200 jih bo izpustili naprej 300 podjetje, bojo potem lahko sploh pripravite full application, da sploh lahko se prijavite na razpis. Tam je nekje 30 strani, kjer pač se napišejo recimo vaša tehnološka odličnost, na kak način boste pač prodajali, kako boste vstopali na trg, tule recimo ful pomembno ta prodajni vidik, sploh neke tudi kakšne inovacije v samem prodajnem procesu, kakšna je recimo ekipa od zadaj, ki bo speljala ta projekt. Pa potem v bistvu se to recimo da. Potem pa od teh 300 recimo jih samo nekje 150 rečemo povabijo na face-to-face intervju, na katerega tudi, bom rekla, smo zdaj z izkušnjo videli, da se je treba kar dobro pripraviti. Pa teh 150 recimo jaz upam, da jih bo zdaj malo več podprli, na zadnjih je bilo samo 38, ampak ne vem, recimo, da jih bo pa zdaj, ker je tudi malo več sredstev, jih bo pa tudi potem določeno število podprli. Zdaj konkurenca tule je res ful velika, ampak tudi slovenska podjetja v bistvu, bom rekla, zdaj dobivajo. Bi pa mogoče to rekla, kar je še neka novost napram lanskim razpisom, je tule, da v bistvu ženske podjetnice pa ženske direktorice imajo prednost. Tudi se dejansko prav opaža ta trend že v bistvu v lanskem letu 2020, da je veliko pač več ženskih timov dobilo tule pač nepovratna sredstva prav na tem razpisu. In je to neka taka komponenta, pač, ki je ali pa ni. In ni subjektivnega ocenjevanja potem tule možno. Zdaj jaz sem tudi tule ravno iz tega templata pripravila ene take, recimo sploh, da se vprašate, mogoče a je primeren kak projekt v vašem podjetju. Jaz tega zdaj ne bi brala, to dobite v bistvu tako vse v bistvu na maile, ampak samo če rečemo recimo, prvo je ta produkt, razvoj produkta, kaj je zdaj tule v bistvu neka inovacija, morate biti inovativni, morate imeti tudi, oni govorijo, da iščejo deep tech tehnologije, v bistvu inovativne deep tech tehnologije. Potem pa ni to dovolj, da vi to razvijete, to je potrebno potem tudi prodati. Zelo pomembno je v bistvu ta prodajni vidik samega projekta, na kak način boste v bistvu stopili na trg, komu boste to prodali, a imate že kakšne obstoječe mreže, če nimate, kdo bi vas podprl. In je res treba dejansko vsako malenkost pač predvideti pri takem projektu. Pa potem normalna ekipa, kdo bo pač skrbel recimo za razvoj, kdo bo skrbel za prodajo, kakšne imate izkušnje, kakšne reference. Tako da tule recimo razpis je namenjen tako v bistvu za startup podjetja, kot tista recimo pač podjetja,
ki so pač že v neki bolj zreli fazi. Je pa namenjen za podjetja do 250 zaposlenih, to, kar so rekla MSP podjetja. Recimo, zdaj moja izkušnja je, ko me nekdo vpraša, ne vem, imamo 10 zaposlenih ali pa 100, lahko dobim, pač ful težko je tule zdaj oceniti, a je to projekt, ki je tisti projekt, ki bo zmagal ali ne, zaradi tega, ker je ful veliko subjektivnega ocenjevanja in mi probamo recimo v fazi priprave res dati maksimalno, da probaš pač evalvatorja prepričati oziroma pihati na dušo, da to projekt, ki veš recimo, da bi bil zanimiv, no. Ampak je pa tudi ful pomembna ta vaša projektna ideja. Ta projektna ideja je tisto, a je ali pa ni, no, a je dobra, a bo potegnala pri evalvatorju ali mu pa ne bo, no. In res z povprečnimi pač projektnimi idejami tule žal ne dobimo financiranja. Jaz imam tule tudi mogoče en tak primer v bistvu dobre prakse. Šlo je za podjetje Vanema iz Slovenije. Oni recimo osnovo smo začeli z svetovnim patentom, to pomeni, da smo imeli neko tehnologijo. Zdaj, če vidite v bistvu na tej slikici, so te gobe oziroma ta poseben, te gobe, no. In v bistvu to je kot patentirana tehnologija, ki se je preden smo se mi prijavili na razpis, pri njih uporabljala v vzmetnicah za jogije. Potem je v bistvu prišla pač ideja, da bi to isto tehnologijo lahko uporabljali tudi za letalske sedeže. To pomeni v bistvu uporaba iste tehnologije v drugi industriji, kjer smo pa dejansko prišli do nekega takega zanimivega impakta. To pomeni, da smo s tem, ko bi pač nekdo, ko dela letala, uporabljal to tehnologijo, bi zmanjšal težo samega sedeža, kar pomeni, da konec koncev, ko pomnožimo, recimo tudi, če to gre, to v letalskih industrijah je to nenormalno, v bistvu vsak gram se pozna. To pomeni tudi, če bi mi rekli, cena, recimo, teža sedeža se bo zdaj zmanjšala, ne vem, za 20 gramov, je to revolucijo skoraj pomenilo v tej industriji, zaradi tega, ker pač to do zdaj tega recimo niso mogli delati. In s tem, ko smo zmanjšali samo težo enega sedeža, zdaj pa recimo, če seštejemo vse sedeže skupaj na enem letalu, vidimo, da se konkretno že v bistvu pač zmanjša teža samega letala in potem pridemo do znižanja porabe kerozina, pa kasneje pač znižanja porabe CO2. Zdaj super bi bilo, recimo zdaj, če tako rečemo, tu se nam je v bistvu res recimo poklopilo, no. Imaš tehnologijo, imaš neko inovacijo, zdaj pa kako ti prideš sploh, da boš ti prodajal nekemu podjetju, ki dela letala. To je ful tak dolgotrajen proces, ampak tudi tule je pač lastnik te tehnologije. Že prej, bom rekla, imel določene pogovore in smo recimo to dobili pismo o nameri strani potencialnega kupca, to pomeni Airbus. Je tule rekel, nas pa recimo to zanima, da bi mi to pač kupovali, ko bo to narejeno. Zdaj mogoče samo tule, kako Evropska komisija gleda na to. Tudi če imate vi svetovno tehnologijo, pa če nimate kupca, če vi tega ne morete prodati, boste ful slabo ocenjeni. Zaradi tega, ker je ful pomembno ravno ta prodaja, no. Tule še budget recimo projekta nekje bil 3,5 milijona, subvencija je bilo 2,5 milijona evrov. Pa potem tudi sama implementacija projekta je v bistvu bila ekipa, ki je imela izkušnje, oziroma ki ima izkušnje in imajo tudi neke vse potrebne recimo reference za en tak projekt, da ga lahko tudi speljajo. Tako da to ful tako probam plastično, recimo to je en tak primer, ko ni toliko znanstveno fantastika, da vemo približno, kaj iščejo. Tu smo v bistvu potem res še enkrat napisali prodaja, no. Da to je res pač recimo prodaja na prvem mestu pri teh razpisih. Njih zanima na eni strani inovacija, ampak na drugi strani tudi v bistvu pač, kako boste to prodali, pa komu boste prodali, pa kakšni bojo načini. In vse v bistvu pač morate že razmišljati, kljub temu, da še nimate končnega produkta, pač kako boste vstopili na trg. Zdaj imamo pa še EC Pathfinder, to je v bistvu isto v okviru recimo EC teh programov. Tu imamo pa bolj kolaborativne projekte, to pomeni, da imamo minimalno 3 partnerje iz 3 različnih držav. Tu je 100% nekje 3 milijone so recimo projekti, so trajanje okrog 2 leti.
Tule vam bojo pa sofinancirali od ideje pa manj kot pa do prototipa. To pomeni res ta research. Zdaj pa imamo v bistvu dva roka. Prvi rok je v bistvu zdaj tik pred nami, kar je že mimo, to pomeni 19.5. Kadar piše bottom-up approach, to pomeni v bistvu projekt, razpisi, kjer ni definirane teme. Lahko prijavite pač karkoli, kar smo rekli že na začetku, ampak v okviru zahtev Evropske komisije. Kadar imamo pa Pathfinder, recimo challenges, pa ne moramo prijaviti nič mimo tega, kar tule v bistvu pač našteto. No. Pa morajo biti točno ti projekti, kar bo oni v bistvu tule iskali. No. Zdaj, kar se tiče pa tu v Pathfinderu, pa sem jaz napisala surprise us, je pa res tudi, kar Evropska komisija, ko smo imeli izobraževanje, je prav rekel, v bistvu pač pri razpisniku so rekli, predstavljate si, da imate na drugi strani nekoga, ki pozna v bistvu vašo branžo, pa vašo tehnologijo, ne mi dati projekta, ki bi ga jaz pričakoval. Dajte mi v bistvu projekt, ki me bo presenetil, ki bo izven tistih mojih okvirjev, sploh mojega razmišljanja, ampak spet pač govorimo o nekih tehnoloških rešitvah. Zdaj tule tudi v večini primerov, kadar imamo razpise bolj na začetku teh TRL-jev, je pač bolj primerno tudi, da so partnerji tudi kakšne inštitucije znanja, recimo primer inštitut Jožefa Štefana, univerze, zaradi tega, ker oni imajo te laboratorije, imajo veliko več tega empiričnega znanja in se je treba pač tule v bistvu z njimi potem povezovati. A pa pač iz kjerkoli druge države Evropske unije. To, kar sem v bistvu pač zdaj že rekla, če je projekt primeren za Bruselj, mora biti inovativen, morate poznati konkurenco na evropskem trgu, pa morate se v bistvu zavedati vi svoje v bistvu prednosti. Potem te učinki, širši družbeni učinki, ne sme biti samo učinek pač na vaše podjetja, ampak res mora biti ta ekonomski, okoljski, družbeni. Pa po eni strani tukaj, če je trg v bistvu sploh pripravljen na tako rešitev. Tudi ni fajn včasih, da se pač pred časom, ker lahko tudi mogoče ocenjevalec, nam se je tudi to že zgodilo, da je rekel, ok, to pa sploh ne verjamem, da je recimo možno narediti. Pa sama implementacija, to pomeni neki kadri v podjetju ali pa neka taka tudi ekipa širša, ni treba zdaj pač, da so vsi zaposleni, da je v bistvu, da dokažete, da ste sposobni izvesti v bistvu tak projekt. No. A tule mogoče zdaj tako kako vprašanje, ali se mogoče še preden grem na slovenski del razpisov? Ne, zaenkrat ni vprašanj, vabljeni vsi k vprašanjem, lahko tudi v chatu kar vpišite, pa bomo na koncu odgovorili, tako da vam dajem kar besedo, da lahko nadaljujete. Hvala. Kar se pa tiče nacionalnih virov, zdaj sploh ne bom šla na povratne vire, ampak samo to kot informacija. Slovenski podjetniški sklad, zdaj je ful vroč ta kredit do 100.000 evrov. Mislim, da se bo zdaj tako po občutku, ker cela Slovenija na to prijavila, kjer je pač možno sam z zavarovanjem sam menice, nič obrestna mera. Potem recimo ta P1 plus je v bistvu že kreditna linija, ki je čisto vsako leto na Slovenskem podjetniškem skladu, pa potem SID banka ima res zdaj ne samo krožno gospodarstvo, ampak res ogromno nekih virov v bistvu pač glede kreditiranja. Tako da danes ne bi niti to omenili, ampak bi šli kar v bistvu na nepovratna sredstva. Zdaj trenutno še vedno odprti razpisi, da sam to, da povem e-poslovanje, kjer je rok konec leta, to recimo podjetja dobijo stroške za spletno stran, spletno trgovino, video, izobraževanje. Mogoče sem kaj bi tule rekla, da je lani bil meja bila na zahodu skoraj 100 točk, kar pomeni, da morate imeti, pač ne splača se prijaviti, če nimate ful visokih točk. No. Točke dobimo glede na bonitetno oceno podjetja, pa glede na izvoz podjetja. Potem imamo krepitev blagovnih znamk, meni je ful tak luškan razpis. V bistvu lahko dobite subvencijo do 100.000 evrov za postavitev nekega razstavnega prostora, potem vse promocijske aktivnosti pač na nekem tujem trgu za obdobje 1 leta. Zdaj tule edino, kar je pač za mala pa srednja velika podjetja na vzhodni regiji, pa bomo potem tudi pogledali, kje je vzhod, pa kje je zahod.
Tule za zahod sredstev ni, izključno vzhod. Morate imeti pa tule lokalnega agenta, ki mora v bistvu imeti sedež oziroma podjetje mora imeti na tujem trgu, da vam lahko potem v bistvu izda račun, pa da dobite te stroške potem sofinancirane. Potem imamo ekosklad, je načeloma odprt do porabe sredstev, kjer vam pač dajo določena nepovratna sredstva od nakupa strojev do energetske sanacije stavb. To bom rekla, da tudi ena neka taka linija, no, ki jo podjetje v bistvu, bom rekla, kar izkoriščajo, zaradi tega, ker je recimo 20% subvencije, pa 80% brezobrestnega kredita in se v bistvu ful splača, no. V tem tednu se zaključuje energetske sanacije planinskih koč, odprl se je pa razpis za sofinanciranje postavitev sončnih elektrarn. Zdaj tule bi v bistvu, kaj bi rekla, ni to pomembna subvencija, ampak najnižja v bistvu investicija 100 000 evrov, potrebna so pa vsa soglasja. Trenutno se pa v bistvu recimo na elektrosoglasje čaka 6 mesecev, kar pomeni, da recimo mogoče še to, a se lahko podjetje pripravi vnaprej. Dejansko se morate pripraviti vnaprej. Rečemo, ne vem, se bomo kasneje potem tudi dotaknili nekih aktivnosti, če bi radi gradili. Zdaj ne morete se prijaviti recimo na razpis, če nimate pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Kar pomeni, da ne glede na to, kak dober projekt imate, če ne boste imeli tega, ko bo razpis odprt, se ne boste mogli prijaviti. In isto tule recimo pri postavitvi sončnih elektrarn. Podjetja so velikokrat prej klicala lani, da bo, pa smo rekli, dajte si zrihtati soglasja, pa so rekli, pa ne vemo, a bi. Zdaj, ko je pa razpis zunaj, je pa pogoj, v bistvu pač tam imaš soglasja in bi kar naenkrat vsi imeli vse. In tudi recimo na elektro, ko smo se pogovarjali, je nemogoče skoraj dobiti v nekem doglednem času. Če še lani je to bilo možno v parih dneh, se je letos za priključitev sončnih elektrarn menda podaljšalo do 6 mesecev, da da odgovor. Brez teh soglasij pa se ne morete prijaviti na razpis. Ampak bo pa več rokov. Potem imamo najavljeni razpisi tudi Eurostars, to je bolj za raziskovalno-razvojne aktivnosti, kjer je mogoče tista meja, jaz temu rečem tistim, ki recimo ste že ful uspešni na slovenskih razpisih, pa nimate recimo še toliko poguma, da bi pa zdaj šli direktno v Bruselj, so pa programi Eurostars pa Eureka mogoče ravno nekje vmes. Tule zdaj pogoj je, da sta dve organizaciji iz 2 različnih držav, pravila se pa ogleda na nacionalni ravni, je edini tak razpis, no, ko to zahteva. To pomeni, kaj pravila na nacionalni ravni, recimo v Sloveniji je možno, da podjetje dobi 100 000 evrov na leto, pa so to 3-letni projekti, pa to 300 000 evrov subvencije, recimo v Avstriji, v Nemčiji je 500 000 evrov subvencije, na Hrvaškem je 200 000 evrov subvencije, v Italiji sploh nimajo denarja za ta razpis. Tako da je pač pol odvisno v bistvu, s kje imate partnerja, pa tam se pogoji pogledajo. Višina subvencije je 50%, 40% pa za velika podjetja. In se tudi velika podjetja recimo tule lahko prijavijo. More biti pa malo pa srednje veliko podjetje, more biti pa v bistvu more voditi konzorcij pri Eurostarsu. Potem imamo pa še drug program Eureka, ko je pa vsako leto skoristi v bistvu temu, no, ker je normalno en klaster. Tam je pa tudi veliko podjetje, lahko vodilno podjetje, ki vodi konzorcij. Imamo pa tematike, ki so različne, nimamo v bistvu naprej podanih tematik. Moramo pa v bistvu težiti temu zeleno, digitalno, v bistvu zdravje, karkoli pač na to temo. Digitalna transformacija za mala in srednje velika podjetja, to mislim, da je najbolj takih pričakovanih razpisov v letošnjem letu. Zdaj, se opravičujem. Napovedan je, da se odpre 28.5. Bo nekje 30, ne bi bilo 30 milijonov evrov za 3 leta, tako da bomo zdaj videli, če bo še kaj povečali mogoče. Gre pa v bistvu za stroške nakupa predmetenih pa neopredmetenih osnovnih sredstev, to pomeni, da so zunanji izvajalci, v manjši meri imamo pa zdaj tudi stroške plač. Gre pa za nakupe serverjev, novi programi, izboljšanje dejansko celotnih, oziroma digitalizacija vseh vaših procesov v podjetju. Projekt ponovadi traja 1 leto, višina subvencije je 60%, oziroma 100 000 evrov. Zdaj tule bi recimo pač rekla, da recimo, to je en tak razpis, na katerega se morate pripraviti. Ni tak razpis, da boste rekli, zdaj je pa razpis, jaz bom pa zdaj kar kupil server pa 3 programe. Fajn je, da razmislite res,
kaj v vašem podjetju, na kak način bi vi lahko digitalizirali procese, da vam to prinaša neko dodano vrednost, da naredite tudi nek konkretni preskok zaradi tega v podjetju. Zato je tudi potrebno, da se naredijo kakšni akcijski načrti naprej, to pomeni, da se popišejo procesi, da se za posamezne procese tudi pogleda, kakšne rešitve obstajajo na trgu, ali pa če jih ni na trgu, če jih mora nekdo razviti. In recimo samo v bistvu na tak način, da se res to sistematično prijavite na tak razpis, vam res v bistvu pač iz izkušenj povem, da so podjetja potem ful zadovoljna. Lahko pride tule pač recimo do težav, da nekdo pač kar nabavi neke stvari brez nekih predhodnih analiz, potem so pa lahko pač težave v samem izvajanju projekta. Potem od najavljenih razpisov imamo še prehod v krožno gospodarstvo ter nizkoogljično družbo. To naj bi bile subvencije za investicije v vseh podjetjih, ampak res mora biti tematika to krožno gospodarstvo. Potem imamo zakon o velikih investicijah, to pomeni neposredna potrditev vlade oziroma ministrstva za gospodarstvo. Če so investicije nekje na 12 milijonov evrov, oziroma bomo kasneje tudi se tega malo dotaknili, se morate pa v bistvu zavezati vsaj ohranitvam delovnih mest oziroma pač nova delovna mesta, vam prinaša dodatne točke. Zdaj tule lahko povem, da recimo kar veliko podjetij pač po različnih koncih Slovenije se za to odloča, je pa edino na vzhodu se lahko prijavi kdorkoli s kakršnokoli dejavnost, na zahodu je pa edina možnost samo, kadar gre za diverzifikacijo dejavnosti. To pomeni, na zahodu ne morate prijaviti razširitev svoje obstoječe dejavnosti, ampak morate celo po SKD-ju čisto nov dejavnost potem v bistvu pač prijaviti. In je to kar izziv za vsa podjetja. Potem tudi na področju prehrambene industrije se ponovno ta ukrep 4.2 se pripravlja v neki drugi polovici leta, bom rekla, že ta razpis je vsako leto, tako da se v bistvu iz Ministrstva za kmetijstvo to kar nadaljuje. Zdaj v juniju ne bi bil že razpis za prestrukturiranje slovenskih gorskih centrov, to pomeni zagotovitev v bistvu celoletne turistične dejavnosti na centrih, pač smučiščih. Je pa tu pomembno spet, recimo, ko govorimo o takih tipih razpisa, kjer imamo investicije. Kadarkoli imamo investicije, mora podjetje imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje pri vseh razpisih. Ne glede na to, ali gre za turizem, ali gre za proizvodno, ali gre za prehrambeno industrijo, karkoli. Če nimate pravnomočno gradbenega dovoljenja, se na razpis ne morete prijaviti. Morate pač potem počakati kako drugo priložnost. Potem imamo voucher za raziskovalce, to isto bo za podjetja vseh velikosti, naj bi bilo nekje v septembru letošnjega leta, se bojo pa sofinancirale plače raziskovalnega osebja. Ponavadi govorimo to o lump sum stroških, to pomeni, da je nekje 80 tisoč evrov recimo strošek na leto na enega raziskovalca, ki vam ga financira recimo razpisnik, mora pa delati na enem projektu, mora nekaj raziskovati, razvijati pač v vašem podjetju. Tako da to je tudi tako, že iz preteklosti tako res luškan razpisno, ko se ga tisti, ki imate raziskovalce, se tole v bistvu splača pač potem pogledati pogoje pa prijaviti. Mogoče kaj preden grem naprej v bistvu na recovery program, kaj bi samo rekla, kaj opažamo. Kljub temu recimo, da so mogoče različni roki, da daje ven razpis, zdaj smo imeli recimo za obmejne, pa sta bila dva roka, en rok je bil recimo zdaj maja, en je bil pa avgusta, pa je podjetje reklo, mi bomo šli avgusta, ker ziher še bo denar. Zdaj čist od zadnjega leta denarja na drugem roku ni več. Res tule vam ful polagam, če se želite prijaviti, če imate možnost, vedno se dajte prijaviti na prvi rok, ker že na prvem roku, recimo zdaj čist konkretno, denarja je bilo, ne vem, recimo okrog 26 milijonov, projekti so lahko bili subvencije med 100 tisoč do 600 tisoč evrov, projektov je bilo okrog 200, je bilo dostavljenih projektov. Ne vemo še skupnega zneska, ampak kar pomeni, da vedno je več povpraševanja po sredstvih, ko pa denarja, in res drugih rokov pač ni. In tudi v bistvu preden da se prijavite, vedno pogledajte točke, ker če imate slabe točke, je tudi pač potem vprašanje,
a bo šel projekt skozi ali ne. No, pa ne zaradi tega, ker pač včasih je točkovnik tak nared, da mogoče pač ni primeren za vsa podjetja. Zdaj tu pa gremo v bistvu na ta naš zanimiv, famozni ta recovery program, ki je bil konec aprila tudi poslan v Bruselj. Bruselj ima v bistvu zdaj nekje 2 meseca časa, da potrdi ta dokument. Po potrditvi pa potem v bistvu bojo sledili spremembe kakšne zakonodaje, priprava dokumentacije in večina razpisov iz tega se bo začela v naslednjem letu. Zdaj mogoče iz tega ne bom vsega, pač jaz sem samo izbrala primerne neke usmernice za podjetja. Če pa kdo dela tudi na javnih naročilih, to pomeni, da se pač prijavljate na javna naročila, bo pa teh sredstev v bistvu še kar veliko, zaradi tega, ker bo zdaj recimo za zdravstvo bo ful veliko denarja, pa potem za ta namen ali pa recimo digitalna javna uprava, pa bo potem tam res recimo ful veliko denarja. Tako da tudi recimo občine bo dobila sredstva. Teh sredstev se zdaj pač res nisem nič dotaknila, mogoče sam pač za primerjavo. Nisem zdaj po nove statistike naredila, da recimo okrog 5 milijard, koliko bi naj bilo na razpolago, je zdaj 2,5 milijarde nepovratnih sredstev, 2,5 milijarde je dolžniških virov. Zdaj zaenkrat se Slovenija ni toliko zadolžila, ampak so vzeli samo nekje recimo okrog slabo milijardo, za ostalo se lahko pa še vedno do leta 2023 odločimo, če bomo rabili kredite, jih lahko še vedno dobimo pač kadarkoli. Ni to, ko pač bilo ful po medijih, zdaj pa nočemo teh kreditov. Ne vem pa, če jih lahko vzamemo kadarkoli, v bistvu potem še 3 leta želimo. Če se bo pač videlo res neka potreba po gospodarstvu, po ugodnih virih financiranja, ampak že zdaj v tem trenutku več kreditov, kakor je povpraševanja. Kar se pa tiče teh nepovratnih sredstev, je pa vseeno, pač, ker govorimo o recovery, velika večina nepovratnih sredstev pač namenjena zdaj za javno upravo, recimo nekje tam med 25-30% je namenjenih za podjetja, 70% pa potem za ostalo. Zdaj tule instrumenti, ki jaz bom danes izključno predstavila RRF program, to pomeni Sklad za okrevanje in odpornost. Poleg tega imamo pa potem še Sklad za pravičen prehod, to se zdaj šele, pač to se pripravlja, zdaj pa se bojo razpisi tudi začeli konec letošnjega leta ali pa na začetku naslednjega leta, kjer sta izključno Zasavje, Savinjsko-Šaleška regija. Potem imamo Sklad za podnebni, pravičen, v bistvu za podnebni, zdaj sem se pa malo zmotila, podnebni nekaj, spodnebne, okej. Tam bojo tudi določena sredstva izključno namenjena za recimo take bolj zelene projekte, pa potem imamo ta razvoj podeželja, ki naj bi se tudi letos začel, recimo za mala podjetja na podeželju, ampak samo občutek, recimo Trzin je podeželje, to ne govorimo o čisto nekem podeželju, ampak samo v bistvu občine, kjer je manj kot 5000 prebivalcev, bojo tudi določene subvencije. Poleg tega imamo pa večletni finančni okvir, to so pa kohezijska sredstva, to so pa ta sredstva, ki jih mi dobimo vsakih 7 let. In se v bistvu ta sredstva se pa bodo delila na vzhod in zahod in se v bistvu zdaj pač programi pripravljajo do konca letošnjega leta, tako da se tudi tule potem dodatno še razpisi začnejo v začetku naslednjega leta. Imamo 2 kohezijski regiji, to se moramo zavedati. Zdaj po tem RRF programu, za REACT programu se to ne deli na vzhod pa za zahod. Pač v razpisu bo pisali na vzhod toliko, na zahod toliko, ampak ni neke razlike v sredstvih, ker bo verjetno nekje pol, kako bojo porazdelili. Kar se pa tiče recimo prav teh kohezijskih sredstev, tu pa bo v bistvu ogromna razlika. No, tu pa bomo, tako že iz slike vidimo, veliko več bo v bistvu na zahodu, pa pač manj sredstev bo na zahodu. No. Tako da tu pa bojo tudi višina sofinanciranja zelo različna v bistvu za podjetje na vzhodu pa na zahodu, ker recimo zdaj mala podjetja na zahodu bo lahko dobila največ 40%, na vzhodu največ 85%, pač odvisno od razpisa. Potem imamo recimo srednje velika podjetja tam 20 ali pa 30% na zahodu, večina že kar 20%, velika podjetja pa 10%. Zdaj tudi odvisno od razpisa do razpisa. Tako da tu je pa v bistvu iz tega
Ta denar pa dobimo glede na razvitost pač posameznih regij, glede na celotno Evropsko unijo in na to nimamo zdaj neki vpliva. Obmejna problemska območja, zdaj, če se najdete tule izmed kakih naštetih teh občin, ali pa če imate poslovno enoto v kakih izmed naštetih občin, boste v bistvu v naslednjih 4 letih, to so taka obmejna problemska območja, in boste dobili dodatna sredstva, bo v bistvu na voljo vsem tem podjetjem, ki so pač tule doma, oziroma pač imate tule sedeže, tule delujete. Zdaj tudi, kadar govorimo o poslovni enoti, to ne gre tako, da boste rekli, jaz sem zdaj iz Ljubljane, jaz bom pa zdaj kar v Lendavi naredil poslovno enoto, pa ne od nobenega tam. Zdaj, če odpirate novo poslovno enoto, recimo v Lendavi, kjerkoli, mora tudi tam vse fizično biti, to pomeni stroje morajo biti tam, ljudje morajo biti tam zaposleni in potem tudi, ko prije pač kontrola, da je to, pač, da to tam je, no. Tako da tule res, tudi dobite dodatne točke na razpisu, kolikor se recimo odločite, da, ne vem, da ste vi zdaj pač iz druge regije, ampak da boste pa na tem problemskem območju odprli novo poslovno enoto, vam dajo, v bistvu imate celo mogoče neko prednost pred ostalimi, ki so pa že na tem problemskem območju. To mogoče samo toliko malo na hitro, tudi pobarvano, kje približno, kjer občine so, zdaj mogoče ni to čisto pravo, ker sem ful iskala, da bi našla pravo sliko, ampak tam, kjer so pa zapisi, tam pa so vse občine zapisane. Zdaj, ključne usmeritve za naslednjih 7 let je v bistvu odporna, zelena pa digitalna Slovenija. To, kar sem že rekla, v bistvu zeleno, digitalno, mora biti zdaj v skoraj vsakem projektu odporno, pač da delamo, da podpiramo podjetja, ki ustvarjajo delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, ki bojo tudi odporna na vse neke take pretrese, recimo tako je bilo pač zadnjo leto, no, da lahko potem pač iz te krize pridejo še bolj močni, pa tudi bolj recimo še z več zaposlenimi, z boljšimi idejami. Imejte pa res tule v mislih zeleno in digitalno, no, to je pa zdaj ključ vseh projektov. Predvideni neki razpisi iz recovery programa, prvo imajo neki obnovljivi viri energije, zdaj poleg tega, kar je že za recimo za sončne elektrarne, se tudi pričakuje za neke sisteme daljinskega ogrevanja. Recimo to tudi povem, zakaj, zaradi tega, ker je ful ene papirologije tule potrebne, da sploh lahko pridete do tega, da se prijavite na razpis. To pomeni, če rečemo daljinsko ogrevanje, morate imeti overjeno soglasje vseh lastnikov zemljišč, kjer gre pač ta daljinski vod, no. In to tudi, ne vem, nekje iz prakse je ponavadi tam od 6 do 12 mesecev ali pa še več, da se to pripravi, kar pomeni, recimo, če kdo ima neko tako idejo, da bi to naredil poleg svojega podjetja, recimo je to zdaj pravi čas, da zdaj začnete pripravljati, da se v te drugo leto lahko prijavili na razpis. Gre pa tudi vedno bolj v smeri tega, da gre za neko kogeneracijo ali pa soproizvodno, recimo toplote in elektrike ali pa neke geotermalne energije, poraba recimo odvečne toplote v industriji za ogrevanje, ne vem, pač nekih hiš, recimo, če je to možno. Tako da tule pač res malo nek širši pogled, pogledajte, ne rabite se samo s tem ukvarjati, tako da to vam je lahko pač kot dodatna investicija, recimo v podjetja, no. Morajo biti pa res vsa soglasja, morajo biti urejena. Potem imamo krožno gospodarstvo in učinkovita raba virov. Zdaj prvo imamo tule dvig nekih kapacitet za industrijsko predelavo lesa. Tu bom rekla, za lesarstvo je tudi ena taka panoga, ki je recimo prioritetna naši državi in bo potem tudi v naslednjih 7 letih, si upam reči, da bo verjetno kar dovolj nekih razpisov na to temo, no. Tule recimo se sofinancirajo neki stroški, v bistvu od nakupa zemljišč, gradnje, opreme, naprav, plus neki zunanji izvajalci, no. Tule bojo podjetja pač imela res možnost, da razširijo svoje pač obstoječe kapacitete ali pa nekdo v bistvu ta na novo začne delati. Subvencija bo tule pač odvisna zdaj tudi malo od programa pa od regije, tako sem rekla, tam verjetno nekje med 30 do 50% na podjetje. Kar se tiče recimo krožno gospodarstva,
so zdaj pač recimo našteti neki, v kateri smeri želijo podpirati neke tematike. To vse, kar tule piše, ni še nič razpisov. To so zdaj dejansko samo usmeritve. Razpisi se bodo začeli pripravljati to leto, naslednjo leto, leto zatem, ampak je mogoče vseeno fajno, da malo vidite, v kateri smeri pač razmišlja država, kakšni ne bi bili razpisi, pogoji pa še niso znani. Če imamo recimo krožno odkrivanje, ne vem, bojo tule za start-up podjetja, da bo na temo krožnega gospodarstva bojo sredstva, potem krožne inovacije v malih pa srednje velikih podjetij, bomo imeli razvojno-raziskovalne projekte, potem recimo imamo spet ta gozdno-lesna veriga, plus da recimo predelovalne industrije na temo krožnega gospodarstva bojo imele pač določene dodatne razpise. Industrija kot taka se upam trditi v Sloveniji, da je tudi prioritetna panoga pri različnih razpisih, no pa jaz upam tudi, da v nadaljevanju to recimo tudi ostane. Potem imamo digitalna preobrazba, to bo poseben razpis, bolj primeren za srednje velika in velika podjetja. Srednje veliko podjetja od 50 do 250 zaposlenih, veliko pa od 250 naprej, kjer naj bi sofinancirali recimo internet stvari, avtomatizacija procesov, umetna inteligenca, potem ta digitalni dvojček v industriji in ostala mala mikropodjetja in zagonska podjetja bojo pa tule lahko člani konzorcija z velikimi podjetji. Namen pač tega je, da velika podjetja kupijo oziroma uvedejo rešitve od start-upov ali pa mikropodjetij v svoje poslovanje in s tem tudi pač povečajo neke inovacijske sposobnosti. Višina sredstev naj bi bila kar 44 milijonov evrov, bojo pa tudi tam okrog milijon evrov bo verjetno na en konzorcij možno dobiti subvencije. Tako da tule res, recimo, smo prišli do tega povezovanja. Dajte se čim več pač povezovati med sabo. In mali z velikimi, veliki z malimi, recimo pri razvojno-raziskovalnih projektih, inštitucije znanja s podjetji, zaradi tega, ker samo na podlagi nekega povezovanja boste lahko pač v prihodnjih letih uspešni na razpisih. Brez tega pa se boste lahko prijavili, samo vam bojo točke zbijali. Pa recimo, če rečemo, da bo tak naval na razpise tako letos pa lani, pomeni pač, da bo mogoče ravno tista točka 2-3, kolikor bi jo dobili zaradi povezovanja s kom, vam zmanjkala, da bi se pač lahko prijavili na razpis, da bi dobili uspešno sredstva. Potem imamo za raziskave in razvoj, bomo imeli en tak razpis, bo na temo samo, mislim, da sem to narobe naredila. Ja, se to upravičujem, bom jaz to prenda, bom jaz to danes poslala, bom jaz malo popravila ta del. Prvo bom kar povedala brez tega. Imamo RRI-1, je že znan tak razpis, ki je bil v preteklih 7 letih, potem RRI-2 pa demo piloti. In v okviru RRI-1 projektov se bojo podpirali taki veliki konzorciji, kjer bojo samo 4 konzorcije podprli. 2 konzorcija na temo digitalizacije, druga 2 konzorcija na temo zelenega prehoda. Tako da tule zdaj res pač bo pa moglo nujno biti sodelovanje med inštitucijami znanja, pa potem med podjetji. Trajanje takih projektov bo nekje 3 leta. Subvencija je tule narobe napisana, ker bojo veliki projekti, tudi tam, ne vem, po 3-4 milijone evrov. Je pa tudi sofinanciranje, bomo videli kako bo. Zdaj tule mogoče kaj je šla država korak naprej, da bo inštitucije znanja bojo verjetno imeli 100% sofinanciranje na projektih, kar pomeni, da se bomo podjetje tule lahko izognili tistemu pregovarjanju z univerzami, ko rečejo, ja, kdo mi bo pa zdaj kriv ostalih 50% ali pa 30%, pač tisti, ki delate z univerzami, veste, kako to izgleda. To je včasih tako prava nočna mora. Dobiš na projekt odobreno, potem se moraš pa še pogovarjati, kako bomo pokrili še ostali del univerzam, zaradi tega, ker pač menda nimajo sredstev, da bi to recimo sami pokrivali. Potem imamo pa razpis demonstracijske ter pilotne projekte.
To bo dejansko nekaj zelo podobnega, kar so zdaj že v bistvu tekoči projekti, mislim, da zdaj 2. ali 3. leto tečejo, se izvajajo, kjer bo isto konzorcije podjetij in raziskovalnih organizacij. Vam bo pa sofinancirali od prototipa naprej pa do končnega produkta. Mora biti pa nekaj novega in tudi v bistvu se potem pričakuje, da ta končni produkt gre neka komercializacijska rešitev in gre tudi na trg. Tako da tule zdaj recimo, dajte se že letos povezovati, da se te 2. leto lahko prijavili na te razpise, ker verjetno nekje v začetku leta ne bi bili pač razpisi objavljeni. Potem za raziskave in razvoj, to ravno prej, kar sem govorila, je ta od 3 do 6, kjer se bojo pač podpirali kjer se bojo podpirala konzorcije med raziskovalnimi organizacijami in podjetji in bo šlo bolj za empirična raziskovanja. In tule dejansko, tako kot sem rekla, samo 4 konzorcije. Prvi konzorcij je namenjen digitalni transformaciji, druga 2 konzorcija pa v bistvu namenjena nizkoogljični družbi pa gospodarstvu. Samo mogoče še to, manjka mi pa tule od 6 do 9, sem to malo slabo spisala, so pa ravno to v bistvu, to je pa trajanje projektov od 3 do 3 let in se bojo podjetja lahko sama prijavila. Subvencija bo nekje do $500,000 evrov, to je recimo zdaj znan RRI2 program, recimo temu, tisti, ki ste pač se zadnja leta recimo prijavljali na to, tu se sofinancirajo plače raziskovalnega osebja v podjetju. Tako da tu isto pač težite temu treba digitalizacija, zdravje, zeleni projekti, nekaj, kar bo pač doprineslo družbi, na koncu pa mora iti potem tudi v bistvu na trg. Pridemo zdaj v bistvu investicijam za osnovna sredstva. Tule zdaj v bistvu to, kar sem prej rekla, zakon o spodbujanju investicij v bistvu teče ful super, ogromno podjetij v bistvu se prijavlja na te stvari, predvsem nekaj res, če imate neke velike projekte. Kar se pa tiče, tu imam zdaj napisano predelovalna dejavnost nad 12 milijonov evrov, potem storitvena dejavnost nad 3 milijone evrov, pa raziskovalno razvojna dejavnost nad 2 milijona evrov. Tu so v bistvu ti vstopni pogoji, da se sploh lahko prijavite v bistvu za neposredno potrditev nepovratnih sredstev v bistvu na našem ministrstvu. Je pa trenutno tudi to super, ker je denar v bistvu zagotovljen, kar pomeni, da takoj, pač ko pridejo projekti notri, jih lahko začnejo obravnavati. In ni teh težav, tako je bilo v preteklosti, da je to trajalo 1 leto, 2 leti, ker niso vedeli, kje naj dobijo denar, pa so pa čakali pač iz leta v leto, da so dobili sredstva. Za manjše projekte, to pomeni, bo pa razpis odprt za podporo investicijam od 1 milijona do 12 milijonov v predelovalni industriji, potem imamo od $500,000 do 3 milijone v storitvene dejavnosti, pa od $500,000 do 2 milijona v raziskovalno razvojne dejavnosti. Bo pa razpis normalno odprt pri javni agenciji in sredstev naj bi bilo kar nekje 88 milijonov, v bistvu za nekje 59 projektov. Tako da tule, če imate zdaj pač v planu neke investicije, dajte se zdaj pripraviti, ker tako se rekla, pravnomočno gradbeno dovoljenje ali pa uporabno dovoljenje objekta je v bistvu pogoj. Če boste kaj gradili, če boste sam stroje kopali, takrat pač neko uporabno dovoljenje načeloma to tono. Tako da to res mogoče danes večkrat povem, ampak ful velikokrat se nam zgodi pač, da podjetje čakajo, potem je pa že vse mimo. Potem imamo tudi manjše investicije, bodo po de minimis pravilo, kjer bo v bistvu sofinancirali investicije med 100.000 evrov do 300.000 evrov. Tu naj bi bilo pa osredotočenje na mala pa srednja velika podjetja, ki imajo sedež na obmejnih problemskih območjih. To, kar smo pač prej se pogovarjali, naj bi še dodatno v bistvu pač podpirali ta podjetja, ki so v bistvu delujejo na teh obmejnih problemskih območjih. Ministrstvo za gospodarstvo bo imelo pa potem tudi za ta obmejna problemska območja še en razpis, ravno za te umestne investicije med 300.000 evrov pa do 1 milijon. Zaključujemo v bistvu z eno tako lepo slikco, danes jaz upam, da kdo kje na lepšem. V bistvu za turizem, na večini razpisov že zdaj
ima turizem ločena sredstva. Čist primer vam bom povedala. Zdaj smo imeli recimo razpis za obmejne problemska območja in je bilo recimo 26 milijonov na razpolago in so rekli, ok, 9 milijonov je samo za turizem, ostalo pa za ostala podjetja. In zdaj tudi pri ostalih razpisih ne bo zdaj toliko ločenih razpisov za turizem, ampak bo samo v okviru enega razpisa, boste imeli ločena sredstva v bistvu za turizem. No. Potem nadaljuje se energetska sanacija obstoječih turističnih kapacitet, pa potem tudi gradnja novih energetsko učinkovitih stavb v turizmu. Tule pa naj bi bilo res ta, v bistvu, da naj bi bila okoljski standardi bojo tule ful pomembni. Vezano v bistvu na porabo energije, ki mora biti pa nižja, 20% nižja od standardov za skoraj nič energijske stavbe. To recimo se bo podpiralo zdaj v turizmu. Ampak tako sem že rekla, v bistvu to mora biti pripravljeni projekti. Če ne boste imeli pripravljenih projektov, pač bo vse šlo, ne boste se mogli prijaviti. No. Evo, to z moje strani. Kristina, najlepša hvala za vse te izčrpne informacije, res tudi za napor, ki si ga vložila v pripravo te prezentacije. Predlagam zdaj, da gremo na vprašanja. Nekaj vprašanj se je že nabral, vabim pa tudi vse, da se javite s svojimi vprašanji na chat ali pa na seveda tudi z raise your hand. Če gremo malo po vprašanjih, najprej je bilo eno vprašanje, samo trenutek, takole. Evo, imamo. Gospa Kolmanič sprašuje, ali mogoče veste, če bo za digitalno transformacijo mogoče uveljavljati stroške, ki so nastali pred oddajo vloge? Ja, zdaj zaenkrat še vedno naj bi bili stroški od 1.1. letošnjega leta. Tako da zdaj, če bojo pa kakšne spremembe, pa razpisa še ni bilo, pa bomo bolj videli pač v razpisu. No, še zdaj v bistvu je tudi uradno najavljeno, da naj bi bili stroški od 1.1. letošnjega leta. Tudi jaz se ne znam predstavljati, kako bo oni to, pač kako se na skladu mislijo, mi jih kličemo vsak dan glede tega, ker bo rok za porabo sredstev do 31.10. Kar pomeni, zdaj, če itak ne boš ti že zdaj delal v tem trenutku na projektu, se po mojem sploh nima smisla prijaviti, no, ker v tem kratkem času ti takega projekta ne moreš izvesti. Tako da, mogoče bojo podaljšali še stroške, za nazaj pa bo. No. A je mogoče pričakovati kaj takega po tvojih izkušnjah? Kar zdaj gledamo, ful težko je, da podaljšajo sredstva, ker so nekaj odvezana na proračun in na letošnjo proračunsko leto, kar pomeni, da če ne bojo podaljšali, jaz vem, da veliko podjetje pač potem ne bo moglo izvesti. Prijavili se bojo samo tisti, ki bojo pač res že v tem času, ne glede na razpis, to izvajajo. Tisti bojo pa potem, po mojem, se prijavili doblje in tudi v bistvu naredili projekte, tako je treba. Gospa Jasmina se je javila z dvigom roke, če je z nami, jo vabim k besedi. Ne. Drugo vprašanje, gospod Jure sprašuje, se JROPO in P1 plus 2021 izključujeta ali se samo sešteva znesek? Se pravi, če dobimo na P1 plus 10.000 evrov subvencije, lahko za isti projekt kandidiramo na JRPO gradnja hala in se teh 10.000 evrov odšteje od zneska, ki bi ga dobili na JROPO. Ne, v bistvu zdaj ta razpis P1, to pomeni, ko dobite kredit, ki ima nič obrestno mero ali pa ki ima zelo nizko obrestno mero, to pomeni, da dobite kot del subvencije. In istega projekta ne morete več prijaviti na kjerikoli drug razpis, tudi za nepovratna sredstva. Možna kombinacija bila, mi smo delali z SID banko, ne z Slovenskim podjetniškim skladom, kjer si pač kombiniral nepovratna sredstva, SID banka ti je pa dala sredstva, ostanek sredstev, ampak po višji obrestni meri, ki pa ni bila sofinancirana. Gospa Kolmanič, pa še eno vprašanje, kdaj približno naj bi bil predviden razpis digitalna preobrazba? Trenutno je najavljen za 28.5.
Se pa vsak teden prestavi. Ok, ampak verjetno kmalu, če dobro. Ja. Vabil še ostalih vprašanj, jaz imam nekaj svojih vprašanj, še čisto tako me zanima malo, koliko je takšnih podjetij, ki takoj, ko pridejo k vam, dejansko imajo svoje projekte že usklajene z cilji Evropske unije. Koliko pa ne? Po približno podeležu čez prst. Ja, teh bom rekla vedno več, zato ker jih tudi ful izobražujemo. Drugače pa te cilji, podjetje itak težijo višje dodane vrednosti, več zaposlenim, se pa pri razpisih, ki to zahtevajo, pa jim mi tudi jasno recimo povemo, moraš zaposliti toliko pa toliko ljudi, da se sploh lahko prijaviš, ali podjetje reče, ok, ti pa reči ne bom šel. Se tudi to recimo zgodi, pa sami pač financirajo projekt na drug način. Kar se pa tiče raziskav pa razvoja, tam jim pa v bistvu že kar hitro, bom rekla, v 90% približno vemo, a pa še projekt recimo na nek razpis ali pa ne po tematiki. Ker res mora biti neka čist X tematika, da se recimo pač ne bi mogel prijaviti. No. Druga pomembna poanta, ki je bila v predavanju, je bila, da morajo podjetja zelo paziti na prodajno komponento. Prodaja. Koliko jih to v Sloveniji po vaših izkušnjah upošteva, koliko pa ne? Ful slabo. To pa res slabo. Tako da tu pa res pač kar povem, no, da se je treba tega še bolj zavedati. Tule v večini primerov pa imamo ful težave, no. Skoraj z vsemi podjetji, tako bom rekla, 90% je takih podjetij, ko se tule nam ustavi, no. Ko pridemo do prodaje, se včasih te gledamo, kaj pa zdaj, ali pa na kak način boš prodajal, imate kakšne nove prodajne modele. Tule, dajte se izobraževati, res dajte razmišljati, kako lahko prodate svoje izdelke pač na tuje trge, dajte se povezovati med sabo. Ful je težavno. Gospa Breda Kolmanič je dvignila roko. Gospa Breda, če ste z nami, se lahko vključite. Ja, moje vprašanje je bilo, ko smo prej zastavljali glede datuma objave digitalne preobrazbe, sem mislila na tiste v sklopu recovery programa za drugo leto. Ali je to mišljeno, da bo nekje v začetku leta? Ali... Rečemo, konec letošnjega leta, drugače pa na začetku naslednjega leta. Ok, super. Ja. Hvala za vprašanje. Gospa Jasmina se nam je javila na chatu. Zanima jo, kdaj je predvidena objava razpisa turizem, nove gradnje, energetska učinkovitost. Zdaj vse, kar je iz tega recoveryja, verjetno bo v drugi polovici drugega leta. Kar pomeni, da zdaj za vse tiste, ki imate pač namen tule graditi, res te nizke, pač nične energetske stavbe v turizmu, dajte zdaj pač začeti pripravljati projektno dokumentacijo. To pomeni PZI, gradbena dovoljenja, čisto vse si pripravite, pa počakate na razpis, pa potem samo se prijavite. No? Kristina, v zvezi z recovery programom, mogoče eno čisto tehnično vprašanje, pa bo zanimalo tudi naše goste verjetno, ali glede na to časovnico, ki ste jo napovedali, je smiselno mogoče, da z več podrobnostmi naredimo še en poseben webinar na to temo v začetku jeseni? Ja, tudi po mojem bi bilo tako zanimivo. No, takrat bomo ful več tudi vedeli točno časovnico, kako se bodo začeli razpisi. Jaz upam, no, tudi, da bodo dali na ministrstvo že malo več informacij glede tega. Potem predlagani smo kar v navezi, pa takrat, ko bo ta pravi čas, pa to organiziramo. Je mogoče še kakšno vprašanje od naših današnjih udeležencev? Zaenkrat ne vidim. Imam eno vprašanje, ki je čisto tako laično mogoče. Približno 40% občin, če sem na brzino preštel, je obmejnih v Sloveniji. Tudi če nimajo meje z drugo državo, sem opazil po zemljevidu. Ja, tudi Postojna recimo. Meni je Postojna tak fenomen. Pa se občine zavedajo tega, oziroma se tisti, ki bi se prijavljali, zavedajo tega, da imamo v bistvu izjemno veliko občin, ki lahko, to je 90% pravzaprav približno občin v Sloveniji, ki se lahko prijavljajo tudi na razpise, ki so vezane na obmejno področje, pa čeprav ni obmejno področje na nek način tudi, ne?
Jaz bom rekla, da vedno več, no, zaradi tega, ker tudi potem, ko vidimo, koliko je povpraševanja po takih razpisih, se podjetje zavedajo. No. Mogoče se pa ne zavedajo tisti, ki tam še ne delujejo, pa bi mogoče lahko. Veš, tega pa recimo še ni in s tem tudi država želi recimo podpirati te, da mogoče pač kakšne poslovne enote tudi odpirajo pač v drugih občinah. Prav nekem takem dodatne točke dobijo tisti, no. To. Ok, jaz imam samo še eno zadnje malo tako vprašanje. Omenila si, da se lahko zgodi, da je projekt prijavljen prezgodaj in da ocenjevalec presodi, da ni izvedljiv po njegovem mnenju. Kaj pa v takšnem primeru narediti? Nič, ko boš pač ne dobiš, ja, počakaš. Pač mi smo imeli en tak res dober projekt, še vedno verjamem, da je to, ampak smo bili pred časom. In tudi, ne vem, pač na takih izkušnjah se mogoče naučiš, da včasih tudi, če si pred časom, pač ni najboljša. Ne vem, takrat recimo greš v neke svoje lastne raziskovalne aktivnosti v manjši meri, pa se mogoče recimo ponoviš potem drugo leto. To razpisniku dokažeš, v enem letu sem pa jaz uspel narediti to, pa to, pa to. Ne vem, prišli smo bliže, a bi nas zdaj recimo podprli. Super, če ni vprašanj več, jaz se lepo zahvaljujem, Kristina, za vse te izčrpne informacije, bi mogoče še kaj dodala? Ne, pač v bistvu, kaj bi zdaj dodala, pač toliko razpisov bo še več, no. Sledi še kohezijska politika, ko je tule sploh ni bilo predstavljenih, tako da meni se zdi pač, da res bo skoraj vsak imel neko priložnost sredstev, imejte pa res neke pametne projekte, no. Ne govorim tule zdaj zato, da zdaj pa denar, ker tam pa malo poberite, ampak imejte dobre projekte, težite k temu, da imate dobra delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, to, kar ste rekli, digitalizacija, zeleno, pa če boste slučajno kaj gradili, pač gradbena dovoljenja so osnova, no. To. Najlepša hvala. Hvala tudi vsem našim udeležencem za pozornost. Prišli smo do konca današnjega 36. SBC webinarja. Težko je že verjeti, da je to že 36. Mislim pa, da smo začeli z webinarje sicer že junija lani, ampak praktično je bil tretji, mislim, da avgusta ali pa septembra. Skratka, izjemno veliko webinarjev, precej slušateljev, 45 članov SBC je povprečje na webinar, tako da res najlepša hvala za pozornost. Še enkrat se zahvaljujem današnji predavateljici. Posnetek in prezentacijo današnjega webinarja bomo poslali, tako da ga boste lahko delili z vašimi sodelavci. Vabimo vas tudi k neposrednim vprašanjem Kristini po webinarju. Kontakt vam posredujemo danes tekom dneva. Verjamem, da se kmalu spet vidimo na naslednjih SBC webinarjih. O vseh aktualnih terminih vas bomo sproti obveščali. Najavljamo enega, ki zna biti izjemno zanimiv, 19.5., skratka že čez nekaj dni, z gospodom Ivanom Simičem o zakonu o debirokratizaciji, kaj bo podjetjem olajšano, ko gre za birokratske ovire. Najlepša hvala vsem za pozornost, ostanite zdravi in srečno. Adijo.